Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Benesere. V tej epizodi si bomo pogledali tematiko dremežev in dremanja. V tej epizodi bomo govorili o pomenu dremežev, malo si bomo pogledali skozi zgodovino, kako so dremeže vključevali ljudje v njihovi življenju, tako po Evropi kot potem drugod po svetu. Ogledali se bomo mehanizme delovanja in nato proti koncu si bomo pogledali še, kako dremati, se pravi, dam bo neke napotke, ki sem jih jaz skozi svoje raziskovanje, tako pri sebi, kot potem tudi raziskovanje in branje literature odkril, da najboljše delujejo. In na koncu bom delil tudi z vami nekaj napotkov oziroma trikov, nasvetov, kako lažje zadremati, če imaš mogoče tudi ti probleme, težave s tem, oziroma če težko zadremaš, oziroma če se po dremežu počutiš slabše. Tako da en kup stvari bomo danes predelali, tako da kar začnimo. Po mojem mnenju so dremeži in dremanje eden izmed najboljših orodij za izboljšanje našega dobrega počutja, energije, volje, motivacije in tako naprej, ker v bistvu so brezplačni in so nam stalno na roki, na dosegu roke. Hkrati pa potem so se v zadnjem času, sploh v današnjem modernem svetu, se je dremežev oprimil nek tak negativni predznak. In skozi ta podcast bomo šli pogledat, kaj so vse koristi dremežev in kako lahko jih poleg inkorporiramo v naše življenje. V današnjem hitrem in stresnem svetu in okolju smo malce izgubili povezavo s samim sabo in svojim telesom, hkrati pa potem zaradi tega smo izgubili tudi neke signale, ki nam jih telo pošilja. Hkrati smo pa potem tudi zaradi hitrega ritma in služb izgubili tudi navade, ki so se razvijale v nas skozi zgodovino in evolucijo. Ena izmed teh je tudi med drugim popoldanski počitek. V bistvu ta popoldanski počitek, ki se je nekje ohranil še vedno do danes v raznih državah, tako po Južni Evropi, kot potem tudi na Bližnjem vzhodu, Aziji in drugod. Še vedno ljudje v njihovi kulturi in življenju ohranjajo čas za ta popoldanski počitek oziroma dremež, ampak mi, bolj ko smo vezani potem na zahodni svet oziroma na kapitalističen svet in strmimo k temu, da čim manj izgubljamo časa, se je potem dremežev primil en tak negativni predznak, se pravi, menimo, da je ta popoldanska utrujenost, ki jo čutimo sploh čez poletje, nekaj slabega in zaradi tega, da so tudi dremeži pokazatelj neke švohosti oziroma da nam pomanjkuje energije in tako naprej. Ampak recimo, če si gremo pogledat skozi zgodovino, številna ljudstva, tako v Evropi kot drugod po svetu, so imela skozi zgodovino inkorporiran ta popoldanski počitek v njihovo življenje. Kot sem že prej omenil, nekatere države, tako na jugu Evrope kot v mediteranskem območju, pa tudi potem na Bližnjem vzhodu, na indijski polcelini, v Aziji in drugod, imajo v kulturo in življenje še vedno inkorporiran ta popoldanski počitek, med drugim tudi za dremeže. V bistvu v južni Italiji je to poznan kot il riposo, v špansko govorečih deželah in državah je to siesta. V bistvu beseda siesta izhaja iz španske besedne zveze hora sexta, ki pomeni v bistvu 6. ura. Upam, da sem tu prav izgovoril, ker španščina ni glih moje področje, ampak v bistvu to označuje, se pravi, 6. uro po bujenju in v bistvu potem tudi označuje ta nek začetek tega popoldanskega počitka in dremeža. Tako da lahko vidimo, da skozi zgodovino so številni narodi imeli in nekateri še vedno imajo v svojo kulturo in svoj vsakdan včrtovan ta popoldanski počitek oziroma čas za dremeže. Zanimivo je tudi, da številni vplivni in znani posamezniki tokom zgodovine so imeli dremeže inkorporirane v njihov vsakdan. Recimo med najbolj znanimi takimi posamezniki so bili Leonardo da Vinci, Napoleon Bonaparte, Thomas Edison, Nikola Tesla, Albert Einstein, Winston Churchill in pa tudi John F. Kennedy. Tako da je zanimivo videti, da recimo tudi te znane osebnosti in ljudje, ki so naredili največ doprinosa k zgodovini, so poznali te učinke dremežev, ki jih bomo spoznali tudi danes in jih inkorporirali v svoj vsakdan. Kot sem še prej omenil, pa so dremeži v bistvu v zadnjem času, sploh v današnjem modernem svetu, so se jih oprimili tak negativni predznak. Predvsem je to vezano na to popoldansko utrujenost, ki jo čutimo, predvsem
to med poletjem, ampak hkrati, če pogledamo malo širše in začnemo raziskovati razloge za to neko popoldansko utrujenost, vidimo, da so neki mehanizmi delovanja za tem in v bistvu teh mehanizmov in vzrokov je veliko in jih lahko razdelimo na podkategorije. Prvi so evolucijski, potem so telesni in zadnji so potem še umski razlogi, tako da zdaj bomo šli na hitro pogledati skozi te mehanizme delovanja. V bistvu pod prvo točko evolucijski razlogi, zakaj pride do te popoldanske utrujenosti oziroma zakaj nam lahko dremeži pomagajo. V bistvu skozi zgodovino se je človek cirkadialni ritem, to je v bistvu notranja ura, ki potem nam določa, kdaj se budimo in kdaj spimo. In v bistvu ta cirkadialen ritem je vezan predvsem na sonce, se pravi na dolžino dneva. V času poletja so dnevi daljši, noč je krajša, tudi potem dnevi, sploh popodnevi, so soparni in tudi kasneje hodimo spat, zaradi tega, ker je dolgo dan, hkrati pa potem so tudi noči bolj soparne in tople in vse to potem povzroči, da naš spanec trpi. Hkrati pa potem pride do tiste popoldanske utrujenosti ravno v času največje vročine in zato se je skozi zgodovino potem razvil v nekaterih teh državah, ko smo jih prej omenili, sploh v tistih državah, kjer je še bolj toplo, kjer je še bolj soparno, se je razvila potem ta kultura oziroma življenjski slog, da so si popoldne med največjo vročino, to je nekje med 12. pa 3-4, se je razvil potem prostor za ta popoldanski počitek, kjer potem prišlo tudi do dremežev, kjer so lahko ljudje potem za kakšno urco več pa manj tudi zaspali, da so lahko potem nadoknadili spanje čez noč. Hkrati pa potem obstajajo tudi teorije o večfaznem spanju, to pomeni spanje, ki je raztrgano na več dele in potem poteka čez več obdobij v dnevu, se pravi nekaj ur v nočnem času in nekaj ur potem čez dan. Recimo sploh na Antarktiki, recimo Eskimi so poznani, da ker je pri njih poleti stalno dan, je potem spijo nekje 3-4 ure v tako imenovanem nočnem času in potem nadoknadijo ostalo potem čez dan in v bistvu ta večfazni ritem spanja se potem vidi tudi pri nekaterih živalih. Tako da lahko vidimo, da na teh dveh primerih, da je v bistvu naša želja oziroma neka potreba po popoldanskem počitku in dremežu, sploh v poletnih mesecih, neka evolucijska potreba, ki se je zasidrala v našo genetiko skozi zgodovino in skozi tisočletja delovanja. Naslednji razlogi za to popoldansko utrujenost in potrebo oziroma željo po dremežu so potem telesni vzroki, tle je predvsem vezano na hrano, se pravi ponavadi pride ta utrujenost oziroma želja po počitku, po dremežu, ravno po kosilu. To je predvsem vezano na hrano in naš odziv v telesu po tej hrani. Predvsem ta utrujenost je vezana na hormon inzulin. V bistvu hormon inzulin se odziva na to, kaj mi pojemo. Kadar mi pojemo neko hrano, več hidratov kot ima, več sladkorja kot ima, večji bo tudi ta inzulinski odziv in v bistvu višji kot je inzulin, potem ima večjo verjetnost, da potem tudi pade oziroma krešne in v bistvu, kadar ponavadi pride do tega inzulinskega kreša, potem pride tudi do neke utrujenosti, zaspanosti in takrat nam potem gre tudi zaspat, po domače povedano, in ponavadi tudi vse te mediteranske države imajo tudi v svoji prehrani veliko količino ogljikovih hidratov in tudi zaradi tega potem gre to z roko v roki, se pravi želja po dremežu tako zaradi hrane, kot potem tudi zaradi okoljskih vplivov in dejavnikov. In potem še tretja točka nekih vzrokov za popoldansko utrujenost in dremeže je tudi potem umski oziroma mentalni razlogi. Počitek ne potrebuje samo naše telo, ampak dostikrat počitek potrebuje tudi naše se pravi naš naša glava, možgani. Sploh, če imamo recimo neko umsko delo, pisarniško delo, veliko razmišljanja in tako naprej, se dostikrat možgani prej utrudijo kot telo, ker možgani so eni izmed najbolj potratnih organov v telesu in kadar dosti razmišljamo, kadar imamo veliko kreativnega dela, miselnega dela oziroma nekega intelektualnega dela, potem možgani porabijo tudi do 20% energije in v bistvu, če smo mi potem mentalno aktivni in delamo cel dopoldne, potem pride nekje v tistih zgodnjih popoldanskih urah tudi do te mentalne utrujenosti in takrat potem nastopi ta utrujenost, zakisanost,
tudi tak občutek brain foga, se pravi te mentalne zamegljenosti, in tudi zaradi tega potem pride ta popoldanska utrujenost in želja po dremežu. Tako, zdaj smo si na hitro pogledali neke vzroke in razloge, zakaj pride do te popoldanske utrujenosti in želje po kratkem spancu oziroma dremežu. Zdaj si bomo pa šli pogledati skozi vse te koristi, ki jih imajo dremeži, dremanje in kratki počitki, popoldanski, za naše zdravje in dobro počutje. Kot prva korist dremežev in dremanja je to, da nekateri strokovnjaki verjamejo, da so v bistvu dremeži enako ali celo bolj pomembni kot spanec. Recimo, jaz sem se prvič srečal s to idejo v knjigi Aubreyja Marcusa On the Day, Own Your Life, v kateri je pisal o pomenu dremežev, in v bistvu tam noter je pisal prav od enega strokovnjaka, imenovanega Nick Littlehales. Nick je v bistvu sleep doctor oziroma svetovalec, trener za spanje, in napisal tudi svojo knjigo Sleep, v kateri je malo spremenil pogled na spanje, in sicer on pravi, da mi ne potrebujemo nekje 7 do 8 ur spanja na dan, ampak on to gleda v ciklih spanja, se pravi spanec lahko mi razdelimo na tako imenovane cikle spanja. Vsak cikel spanja traja nekje 90 minut in je sestavljen iz faze bujenja, plitvega spanca, globokega spanca in REM spanca, in vse te 4 faze potem sestavljajo en cikel, in v bistvu on pravi, da mi potrebujemo na dan nekje 5 ciklov, to je 5 krat 90 minut, rata nekje 7 ur in pol spanja na dan, kar je tudi potem nekje v teh smernicah, ki jih svetujejo za ustrezno spanje. In potem on pravi, da če mi ne dobimo teh 5 ciklov spanja na dan oziroma čez noč, recimo če spimo samo 6 ur, lahko potem en cikel, ki nam je zmanjkal, lahko potem nadoknadimo z dremežem. In v bistvu en dremež, ki lahko je dolg od 20 do 40 minut, potem nadoknadi en ta cikel spanja. In v bistvu to tezo dokazuje tudi študija iz leta 2008, ki je pokazala, da je pri popoldanski energiji in koncentraciji ljudi dremež bolj učinkovit kot več spanja čez noč in bolj učinkovit kot kofein. V bistvu jaz, ko sem prvič slišal za to, mi je bilo ful zanimivo, ker v bistvu dostikrat mislimo, da moramo samo več spati, ampak tudi če spimo recimo premalo, ali pa če hočemo nadoknaditi nekaj spanja nazaj, ni treba, da spimo več, ampak lahko potem vkorporiramo dremeže v naš vsakdan. Tako, druga korist dremežev je potem to, da so v bistvu študije so dokazale, da so dremeži bolj učinkoviti od samega kofeina, ki v bistvu dostikrat pride ta popoldanska utrujenost oziroma želja po spanju, po dremežu, pride ko smo mi v službi in si pač žal si ne moremo privoščiti tega počitka, in kaj potem mi naredimo, se pravi sežemo po stimulantih, predvsem po kofeinu, po kavi, čaju, kakšnih energijskih napitkih, ampak problem pri tem je, da potem, ko pride do tega energijskega kreša, se potem počutimo še slabše. V bistvu prav študija iz 2008 je pokazala, da je uporaba dremežev bolj učinkovita kot uporaba visokih doz kofeina, tako pri kognitivnih, kot potem tudi pri motoričnih sposobnostih. Na tej točki bom še izpostavil, da v bistvu vseh teh študijah, ki zdaj govorim v tem podcastu, jih bom dal tudi v opis tega podcasta, tako da če te zanima več o teh študijah, si jih lahko potem greš pogledat. Potem tretja korist dremežev so v bistvu tudi neke zdravstvene koristi. Na prvo žogo bi rekli, da v bistvu dremeži in dremanje nam pomagajo dvigati energijo in več dobrega počutja, ampak v bistvu izkazalo se je, da imajo dremeži tudi številne koristi na zdravje. V bistvu prva korist dremežev je vezana na srčna obolenja. V bistvu dobil sem ven študijo, ki je obsegala več kot 23,000 odraslih Grkov in je pokazala, da je pri tistih, ki so redno dremali, več kot 30% manj verjetnosti, da bodo umrli zaradi bolezni srca, kar je bilo meni ful zanimivo. Verjetno je tu direkt vezano na koristi spanja, ali pa tudi ne. Ne vem, nisem šel točno gledati, kakšni so mehanizmi delovanja za tem, ampak mi je bilo ful zanimivo, da lahko potem mi v bistvu preprečimo neka srčna obolenja samo z uporabo dremežev. Potem naslednja korist dremežev je to, da
pozitivno vpliva tudi na krvni tlak. V bistvu raziskava iz leta 2019 je pokazala, da so imeli ljudje, ki so opoldne dremali, imeli opazen padec krvnega pritiska v primerjavi s tistimi, ki niso dremali, in v bistvu raziskovalci so zaključili, da opoldanski spanec znižuje krvni tlak na enaki ravni kot recimo druge spremembe življenjskega sloga, kar je meni bilo tudi ful fascinantno in zanimivo. Potem naslednja zdravstvena korist dremežu je tudi to, da nam izboljša naš imunski sistem in ima zdravilne učinke. V bistvu tudi na tej točki so neke študije, ki to potrjujejo. Dobil sem ven eno študijo iz leta 2010, ki je dokazala, da v času pomanjkanja spanca dremeži in daljši spanci pozitivno vplivajo na delovanje imunskega sistema in hkrati znižajo ravni stresnega hormona kortizola. V bistvu to je bilo tudi meni ful zanimivo in mi je takoj malo poklopilo stvari v glavi. V bistvu jaz sem prvič začel raziskovati ta pomen teh globokega počitka, ker v bistvu dremež je ena vrsta globokega počitka. V bistvu prvič sem začel to raziskovati oziroma prvič sem to zasledil v knjigi Stress Less Accomplish More, kjer učiteljica meditacije Emily Fletcher govori o tem, kako v bistvu globoki počitki, globoka meditacija in tako naprej, kako imajo zdravilen in pozitiven učinek na naše življenje, zdravje, dobro počutje, zmanjševanje stresa in tako naprej. In v bistvu mehanizem za tem je ta, da v bistvu kadar mi dosežemo nek globok počitek, ali je to skozi spanje ali skozi dremež, globoko meditacijo in tako naprej, v bistvu naše telo in padajo v stanje globokega počitka, kjer se lahko potem resetirajo, obnovijo, zmanjšajo stres in tako naprej. In v bistvu vse to potem pozitivno vpliva na naš imunski sistem, zdravje in vse druge stvari, ki smo jih do zdaj pogledali. To je bila tretja korist dremežev. Četrta korist je dremežev je tudi to, da v bistvu dremeži lahko izboljšajo našo kreativnost. V bistvu tukaj je zanimivo, da recimo v zgodovinopisju in v raznih avtobiografijah izjemnih posameznikov so dostikrat poudarja, da v bistvu kadar ti posamezniki niso znali rešiti nekega problema oziroma so ob njem obtičali veliko časa, so potem zadremali in po dremežu so prišli do rešitve za ta problem. V bistvu meni je bilo to ful fascinantno, ker sem prvič slišal in v bistvu pole sem šel malo raziskovati, kaj je vzrok za tem, in v bistvu vzrok za tem naj bi bil v spremembi možganskih valov. V bistvu čez dan naši možgani stalno spreminjajo možganske valove in potem od teh možganskih valov je potem tudi odvisno, v kakšnem stanju smo mi, ali spimo, ali smo kreativni, ali smo utrujeni, ali smo recimo intelektualno na našem vrhuncu, in v bistvu dremeži pole pomagajo, da nas spravijo v neko stanje teta valovanja, kjer se potem naši možgani učijo in pridejo do novih idej in rešitev za te probleme, tako da tudi potem dremeži pomagajo pri izboljšanju kreativnosti in reševanje problemov. In potem še zadnja, peta korist dremežev je v bistvu to, da dremeži tudi izboljšajo čustveno stabilnost. V bistvu ta korist se veže direkt na tisto, kar smo prej govorili, se pravi na možganske valove. Kadar se naši možganski valovi spreminjajo in izboljšujejo, potem tudi to vpliva na naše subjektivno dojemanje sveta. V bistvu tukaj sem tudi dobil ven par študij. V bistvu nekatere študije so pokazale, da dremanje zmanjšuje stopnjo frustracij in impulzivnosti posameznikov. Hkrati pa potem je ena študija ugotovila, da se je pri tistih, ki so dremali, zmanjšala stopnja impulzivnosti in povečala toleranca do frustracij, medtem ko se je pri tistih, ki niso dremali, pokazalo nasproten vzorec. In v bistvu tukaj so potem avtorji zapisali, da ti rezultati kažejo, da se čustveni nadzor lahko poslabša zaradi budnosti, ki se kopiči čez dan, in da lahko dremanje učinkovit protiukrep. V bistvu to se navezuje direkt na tisto prej, kar smo govorili, se pravi, kadar pride do neke mentalne čustvene utrujenosti, težje handlamo neke čustvene izzive in potem tukaj nam lahko tudi pomaga dremanje. Do zdaj smo lahko videli, da v bistvu ima dremanje pozitivni učinek in koristi ne samo za naše fizično telo, kreativo, ampak tudi potem za umsko področje in številne druge
stvari. Tako, zdaj, ko smo predelali mehanizme delovanja, potrebe za dremeže in vse koristi, ki jih imajo dremeže za nas, se pa lahko ustavimo pri tem vprašanju, kako pravilno dremati. V bistvu pri dremežu na koncu je najbolj pomembno, kako se drema. Se pravi, da pravilno dremamo, ker če nepravilno dremamo, potem bojo imeli dremeži več slabosti kot koristi, zato je treba slediti nekim smernicam, da bomo iz dremežev dobili čim več in hkrati, da ne bojo negativno vplivali na naše počutje. Se pravi, prvo vprašanje tukaj je, kdaj dremati. Se pravi, kot smo že skozi podcast videli, se pravi, tista popoldanska utrujenost oziroma želja po dremežu se nekje pojavi v zgodnjih popoldanskih urah, se pravi, kadar je najbolj toplo, kadar pride do tiste sopare zunaj. Hkrati je pa potem čas dremeža oziroma dremanja tudi potem zelo odvisen od vsakega posameznika, od tega, kdaj vstane, koliko kofeina je spil dopoldne, kdaj je jedel, službe, aktivnosti in tudi potem navad in rutin. V bistvu dostikrat se sploh v strokovni literaturi in videl sem tudi recimo pri sebi, da se največja utrujenost in želja po dremežu pojavi nekje 7 do 8 ur oziroma nekje polovično, kar smo pokonci. Če smo recimo pokonci 16 ur na dan, 8 ur spimo, potem se pojavi nekje 8 ur po bojenju, se pravi, tisti, ki vstajate nekje ob 6 uri zjutraj, potem to nastopi nekje ob 2. Za tiste, ki vstajate prej, malo prej, za tiste, ki vstanete malo kasneje, ampak nekje 7 do 8 ur po bojenju. Potem čas dremežev je tudi potem odvisen, kdaj imamo kosilo, se pravi, dostikrat se tista utrujenost prikaže nekje pol urce po kosilu, se pravi, takrat je fajn, da si vzamemo, če imamo to možnost, da si vzamemo po kosilu čas za malo se odpočiti in tako naprej. In najboljša stvar za vkorporirati dremeže v svoj vsakdan je v bistvu navada oziroma rutina. Meni je ful zanimiv prizor iz filma The Darkest Hour, se pravi v slovenščini Najtemnejša ura, kjer v bistvu prikazuje Winstona Churchilla, ki je dobil mandat v času druge svetovne vojne v Angliji oziroma v Združenem kraljestvu, in v tistem filmu je potem odsek, kjer se Winston Churchill dobi s takratnim kraljem in v bistvu takrat se potem menista, kdaj se bosta redno sestajala, in v bistvu potem tam kralj predlaga, da bi se dobivala vsak ponedeljek ob 4 in potem tam na tisti točki Winston reče, da takrat ne more, ker drema in v bistvu takrat pole odziv kralja je bil, a je to dovoljeno? In v bistvu Winston mu je tako hladnokrvno rekel ne, ampak je potrebno, ker pač delam dolgo v noč in potrebujem dremeže. Če mi bo YouTube dopuščal, bom dal na tej točki noter ta izsek iz filma, meni je ful zanimiv in ful dober, ful tak smešen. I believe we are to meet regularly. Once a week, I'm afraid. How are you for Mondays? I shall endeavour to be available on Mondays. 4 o'clock? I nap at 4. Is that permissible? No, but necessary. I work late. And perhaps lunchtime. Tako, potem naslednje vprašanje, kako do najboljšega dremeža, je v bistvu kako dremati. Tu predvsem je v bistvu mišljeno na to, kako mi zadremamo oziroma zaspimo. V tem primeru dremeža oziroma dremanja je boljše, da smo mi v polležeči poziciji. In v bistvu, kadar se bomo mi namestili v polležečo pozicijo, bomo imeli več možnosti za kontrolo dremeža in ne bomo potem res zaspali in šli v tiste globoke cikle spanja, ker potem po tistih globokih ciljih, sploh če se na hitro potem zbudimo, ali je to zaradi budilke ali zaradi drugih faktorjev, potem pride do te slabe volje, slabega počutja in tako naprej. Tako da prvi nasvet je to, da se namestimo tako v udobno polležečo pozicijo. Potem drugi nasvet je to, da v bistvu naredimo prostor čim bolj temen, ker v bistvu, če hočemo zadremati oziroma če hočemo zaspati, naše oči ne smejo dobivati veliko svetlobe, ker v bistvu spet je naš cikel spanja je vezan na svetlobo, in če mi naše oči vidijo veliko svetlobe, potem nam bo težko zaspati. Tako da mogoče, če ne moremo narediti prostor dovolj temen, lahko se poslužimo kakšnih očesnih mask,
da blokirajo to svetlobo in potem lažje zaspimo oziroma zadremamo. Potem v času dremanja, da lažje zaspimo in bolje dremamo, lahko uporabljamo tudi sproščujočo muziko, ki nam bo pomagala do večje sprostitve in bomo tako lažje zadremali. In še zadnja točka tukaj je, da se ne uporablja budilke. V bistvu, kaj je problem pri budilki, je, da nas zbudi v katerekoli ciklu spanja smo, in če v bistvu nas budilka zbudi, kadar bomo mi v nekih globih ciklih spanja, potem bo prišlo do nekega slabega počutja. Tako da, če se odločimo za dremanje ali se sami sebe nadzorujemo, se pravi, pridemo ven z dremeža, kadar se počutimo, ali pa recimo uporabljamo kakšne vodene posnetke, recimo na YouTubu, kjer nas potem skozi te različne valove glasbe, ki ustvarjajo naše možganske valoge, potem pripeljejo v dremeže in potem nas počasi pripeljejo iz dremežev nazaj v budnost, in s tem potem ne bo prišlo do slabega počutja, ki bi prišlo, če nas bi budilka zbudila v hipu in prije do tiste omotice slabega počutja in tako naprej. Naslednja točka je dolžina dremeža. Dolžina dremeža se zelo razlikuje od posameznika do posameznika. Nekje svetuje se, da naj bi dremež ne bil daljši kot 45 minut, ker v bistvu nevarnost pri temu je, po nekje 45 minutah gre naše telo v globok spanec in REM spanec, in v bistvu takrat potem, če ta dremež ne traje dovolj dolgo, ali pa recimo, če traje predolgo, potem pride po njem do nekega slabega počutja, omotice, še večje utrujenosti kot prej, še večje mentalne zamegljenosti. Tako da nekje se svetuje, da naj bi dremeži trajali tam od 10 pa do nekje 20, 30, 45 minut, ampak ne več kot to, ker potem zaradi tega padamo v globok spanec in se potem, ko se zbudimo, se bomo počutili še slabše. In na tej točki je najboljše poslušati sebe, se pravi, raziskovati, provati različne dolžine dremeža. Tudi dolžina dremeža je odvisna tudi potem, koliko časa rabimo mi za spati oziroma za zadremati. V bistvu nekateri so takoj zadremejo, nekateri potrebujejo malo več časa. Tudi od tega je potem odvisno, kako dolg naj bo naš dremež. Tako, in za zaključek na tej točki bi podaril ti še nekaj nasvetov, kako lažje zadremati, ker v bistvu mislim, da tukaj ljudje se ločimo na dve skupini, tistim, ki je zelo enostavno zadremati in lahko zadremajo tako, drugi pa imajo zelo veliko težav za zadremati in potem, ko enkrat zadremajo, predolgo spijo in potem se počutijo še slabše. V bistvu jaz sem bil dolgo časa v tej drugi skupini, ampak potem sem naučil moje telo in kako se lažje umiriti, kako hitreje zadremati in hkrati ne iti v ta globok spanec, da se potem nisem počutil še slabše. Tako da na tej točki bi delil mojih nekaj najljubših nasvetov, kako hitreje zadremati in lažje zadremati. Prvi nasvet je v bistvu uporaba neke vrste meditacije čuječnosti. V bistvu pri meditaciji čuječnosti v bistvu mi sproščamo dostikrat največja težava, ki nam preprečuje, da bi mi zadremali, so misli in naš aktiven in potem z uporabo čuječnosti, meditacije, sprostitve in tako naprej umirjamo naš in kadar se potem naš umirja, se potem tudi naše telo sprosti, umiri in potem lažje zaspimo. Potem druga točka je uporaba vizualizacije za sproščanje tako kot telesa. V bistvu pri čuječnosti in meditacije sproščamo mi naš se pravi, da se mi osredotočamo na naš dih, na naše misli oziroma ne misli. Pri vizualizaciji pa tako, da v bistvu mi naše misli potem usmerjamo v razne občutke oziroma da si predstavljamo, kaj poteka v našem telesu. Se pravi, vizualizacija lahko poteka tako, da mi postopoma sproščamo naše telo, lahko poteka tako, da si mi predstavljamo, da recimo naš dih nas sprošča, se pravi, kot mi vdihnemo, gre potem dih čez celo telo in nas potem sprošča. Lahko si mi predstavljamo recimo, da prihaja neka svetloba iz višje od nas v nas in potem, ko potuje skozi naše telo, nas sprošča. In v bistvu poanta tega je pa glih kontra kot prej, se pravi, da mi sproščamo naše telo. Ko se bo naše telo sprostilo, se bo naš sprostil in kadar se sprosti, se potem telo še bolj sprosti in to nam potem pomaga, da lažje zadremamo in potem zaspimo.
V bistvu te dve stvari, čuječnost, meditacija in vizualizacija, se lahko uporabljajo tudi pred spanjem, sploh za tiste, ki recimo imate težavo zaspati, bojo te strategije pomagale tudi pri lažjem spancu. Naslednja stvar je uporaba binauralnih tonov. V bistvu binauralni toni so posebni toni in glasba, ki v bistvu pomagajo, da spravijo naše možganske valove v določeno stanje. Se pravi, kadar mi hočemo zadremati, potem uporabljamo binauralne tone za dremež oziroma za spanje in potem to pomaga našim možganom, da preidejo v teta oziroma delta stanje, kjer potem drema oziroma se obnavlja tako kot telo. V bistvu te binauralne tone obstajajo aplikacije, obstajajo videoposnetki na YouTubu, ampak pomembno pri temu je, da v bistvu uporabljamo mi slušalke, ker v bistvu skozi slušalke ti binauralni toni, vsaka slušalka potem obdaja svoje različne tone in frekvence in v bistvu naši možgani na podlagi tega potem sinhronizirajo to in padejo v tisto željeno frekvenco, tako da ne pomaga, če se mi predvajamo recimo preko zvočnika, tukaj rabimo prav uporabljati slušalke in v bistvu binauralni toni skupaj s sproščujočo muziko nam bojo res pomagali za lažje zadremati. In potem še zadnji nasvet za lažje zadremati je v bistvu še uporaba YouTube posnetkov, ki sem jih prej na začetku oziroma na sredini podcasta sem jih že omenil. V bistvu na YouTubu, če vpišete power nap a pa recimo napping, boste dobili veliko teh videoposnetkov in v bistvu ti videoposnetki so tako sestavljeni, da s pomočjo binauralnih tonov in sproščujoče glasbe nas počasi dajo v želeno stanje možganskih valov in potem nas dajo v dremež in potem s spreminjanjem teh binauralnih tonov nas potem tudi pripeljejo ven iz tega stanja dremežu, tako da ti videoposnetki so zelo uporabni in zelo koristni. Potem razlikujejo se tudi potem po dolžini, se pravi, če hočemo krajši dremež, 20 minut, obstajajo taki videoposnetki, če hočemo malo daljšega, obstajajo tudi taki. Bom dal v opis tega podcasta 2 oziroma 3 moje najljubše posnetke za powernap oziroma za te dremeže, tako da če bo koga zanimalo in želi provati. Tako, to je to za ta podcast. Jaz sem želel v tem podcastu predstaviti vso moje razumevanje dremežev, kaj so to, kakšni koristi imajo, mehanizmi delovanja in kako lažje zadremati in kako jih ukorporirati v svoje življenje. Na tej točki bi poudaril, da nobenega ne silim k temu. Vem, da se naši urniki razlikujejo, tako da nimate vsi možnosti dremanja, ampak recimo dremeži, kot smo lahko videli, so eno zelo koristno orodje, ki ga lahko uporabljamo tako za izboljšanje našega počutja, zdravja, kreativnosti, mentalnih funkcij kot drugih zdravstvenih koristi. Tako da upam, da ti je bil ta podcast všeč, informativen. Na tej točki bi te povabil še, da deliš svoje mnenje od dremežev, če tudi ti izvajaš dremeže oziroma če redno dremaš ali ne. Napiši jih spodaj v komentarju od spodaj. Napiši mi tudi kakšne ideje oziroma predloge za take solo epizode v prihodnosti. Zelo mi je všeč to delati in deliti znanje z vami. Tako da na tej točki te lepo pozdravljam in se vidimo v prihodnjih epizodah. Čau, čau.